Sedaj pa se od ravni populacije premaknimo na raven krajine. Da lahko dobro načrtujemo varstvene ukrepe, moramo namreč razumeti še nekaj konceptov iz varstvene biologije in krajinske ekologije. Drobljenje življenjskega okolja ali fragmentacija je proces, ki razdeli neprekinjeno življenjsko okolje v več različno velikih delov. To drobljenje pogosto spremlja zmanjšanje skupne velikosti habitatov po krajini, ni pa nujno. Izguba habitatov in razdrobljenost namreč nista sinonima in imata lahko različne posledice za ohranjanje. Habitat se namreč lahko zmanjšuje, vendar se hkrati ne drobi. Lahko pa se habitat zmanjšuje in drobi hkrati. Če je upad vrste povezan z razdrobljenostjo njenih habitatov, lahko ustvarjanje koridorjev, ki povezujejo fragmente, pomaga zmanjšati njihovo izoliranost. Če pa je upad vrste povezan s splošno izgubo habitatov, ta strategija ne bo imela večjega učinka in bi bila v tem primeru primernejša obnova habitatov zadostne velikosti in kakovosti. Kmetijska krajina je običajno mozaik obdelovalnih površin in travišč, ki se prepletajo s habitati, kot so mejice, barja in reke, ter urbaniziranimi območji, vključno z naselji in infrastrukturo. Ta prostorski preplet naravnih in antropogenih krajinskih elementov, ki je osnova in pokazatelj tudi biotske pestrosti, imenujemo krajinska pestrost. Heterogenost krajine je ključna pri ohranjanju biotske pestrosti kmetijskih ekosistemov. V intenzivno rabljenih kmetijskih krajinah ima večanje heterogenosti pozitiven učinek na biotsko pestrost. Skupni pristopi k ohranjanju biotske pestrosti v intenzivno rabljeni kmetijski krajini so zato ohranjanje oziroma povečevanje heterogenosti krajine, zmanjševanje intenzivnosti rabe zemljišč in zmanjševanje velikosti posameznih obdelovalnih enot. V bolje ohranjenih in ekstenzivno rabljenih kmetijskih krajinah pa povečevanje krajinske heterogenosti ni vedno najboljša strategija, saj ima lahko tudi negativne učinke na specializirane vrste, ki morda tam še živijo in potrebujejo večje in sklenjene površine ustreznega življenjskega okolja. Pri načrtovanju usmeritev za sonaravno kmetijstvo in druge prilagoditve kmetijske rabe, ki bodo vključevale ohranjanje ali izboljšanje stanja biodiverzitete, je torej treba upoštevati naravovarstvene prioritete in razviti strategije na ravni krajine. Pogled na kmetijo skozi krajino je bistven, saj organizmi po krajini prehajajo med različnimi življenjskimi okolji. Povezanost življenjskih okolij je namreč ključnega pomena tudi za obnovo majhnih in izoliranih populacij, ki se tako lahko ponovno povežejo. Ohranjanje fragmentov habitatov v krajini na način, ki upošteva njihovo obstoječo in zgodovinsko porazdelitev, ter možnosti disperzije med lokalnimi populacijami je zato ključnega pomena za ohranjanje biotske pestrosti.